Najprej vas lepo pozdravljam na našem rednem srečanju. Ne rata nam sicer čist mesečno, ampak trudimo se neko dobro frekvenco držati. Glede nagrade, ki smo jo prejeli prejšnji teden, je bila pač neko pozitivno presenečenje, ki jo razumemo predvsem to kot neko zunanjo potrditev dela v zadnjih 4 letih, ko so tudi, bom rekel, statistični zajem podatkov o razvojni prodornosti pokazali to spremembo v naši občini in to spremembo seveda postavilo ob bok tudi ostalim okoljem v Sloveniji ter ugotovili, da nekako izstopamo. To je poleg obeh merjenj v zaključku preteklega leta, kjer smo bili nekako izpostavljeni kot najkvalitetnejše bivalno okolje med mestnimi občinami. Nadgradnja se govori predvsem o tem, kar so te indikatorji, ki ne merijo samo nekih splošnih procesov v okolju, kjer se zajema včasih tudi gospodarska uspešnost in drugi kazalniki, govori predvsem tudi o res tej razvojni prodornosti dela občinske ekipe in mislim, da seveda lahko vsem, ki so soustvarjali to zgodbo v zadnjih 4 letih, izrečem eno veliko zahvalo in seveda tudi čestitko, da nam je skupaj uspelo. Zdaj, če gremo na redne tematike, ponavadi začnemo za prenovo mestnega jedra. Trenutno potekajo, upam, da zdaj pa res lahko rečem, zaključna dela, ker tudi za izvajalci smo dogovorjeni in smo tudi zelo jasno povedali, da končnega roka, konec marca, več ne prestavljamo, torej vsa dela naj bi se na terenu zaključila nekje kmalu po sredini marca. To odpravljanje pomanjkljivosti oziroma malenkosti pa naj bi potem tudi do konca marca se zaključilo. Zdaj, kar je mogoče zdaj izpostaviti, pa vas bomo prosili, da to tudi se prenese do občanov in bo sigurno jih zelo tangiralo, vsaj v velikem delu, je to, da se v četrtek 21. marca načrtuje ponovno popolna zapora križišča ob Kandijskem mostu, in sicer za četrtek, petek, soboto in maksimalno še nedeljo. V četrtek se bomo potrudili, da bo to po jutranji prometni konici, torej da bi res samo petek bil tisti, ko bo ta težava prisotna. Gre za to, da je tam nekaj stvari treba narediti v samem krožišču, nekaj napak še odpraviti in rabijo seveda cestišče 2 do 3 dni. Vse je pa seveda pogojeno tudi z vremenskimi razmerami. Na glavni trg je vezano tudi že naslednja faza, ki jo planiramo, da bi jo izvedli v poletnih mesecih, torej v mesecih, ko si najlažje privoščimo taka dela. Namreč načrtovan imamo tudi prenovo Kandijskega mostu kot podaljška glavnega trga. Gre za to, da bomo celotno površino obnovili v smislu bolj izrazitih površin za kolesarje in pešce, izpostavljenih površin. Zato smo dobili tudi sofinanciranje iz naslova projektov mobilnosti. Kot veste, seveda je pa to, da v Novem mestu je vsaka zapora na teh ključnih točkah lahko tista, ki spremeni kar nekaj potovalnih časov, zato se bomo res potrudili, da bo to potekalo v počitniškem času, torej takoj po zaključku šole začetek. Sama površina bo, kot rečeno, precej izravnana, razen v delu okoli 70 centimetrov od same ograje, kjer je še nekako današnja podoba mostu je že razširjena, torej ta konzola peš površin pločnika je razširjena od prvotne širine tega železnega mostu
In v delu 70 cm bo to še zmeraj neka izpostavljena višja površina, ostale površine bojo bolj ali manj izravnane, s tem, da bomo tudi izvedli dodatne ukrepe, ki bi omejevali hitrosti voznikom motornih vozil na tej površini. Kot vemo, je ta most še zmeraj pomemben za praznjenje mestnega jedra oziroma za prometni režim v to smer. Torej, ta trenutek poteka javno naročilo za ta projekt. Glede hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, dela v tem letu se bolj ali manj zaključujejo. Naš fokus je na tistih dodatnih delih, kjer smo tudi dobili sofinanciranje potrjeno v preteklem letu. Kot veste, smo dobili dodatnih 4 milijone evrov. Gre za določene vsebine, ki nadgrajujejo prvotni projekt, nekatera dodatna dela, ki so bila že prej nekako zastavljena in potem tudi dokončno potrjena za to odločbo. Hkrati pa seveda veste, da smo imeli kar velike težave tudi na področju sofinanciranja vseh dogovorov z državo zaradi tako revizije strani Urada za nadzor proračuna kot določenih sodnih postopkov. Država je potem, ko je najprej že korekcijo finančnih sredstev začela izvajati, na podlagi sodb sodišč iskala poti, kako to umakniti. Ta trenutek je večji del korekcij že izvedbeno umaknjen in so nakazana sredstva v teh polnih zneskih, hkrati pa tudi rebalans državnega proračuna predvideva polno financiranje za vse naše projekte kohezijske, ki ta hip potekajo, torej tako hidravlične izboljšave, vrtec, kjer še moramo urediti dokončno prejem sredstev, in pa prenova glavnega trga. Torej, nismo se videli, obveščeni ste bili, najprej je bila prva sodba, ki se je zgodila, je bila sodba okrožnega sodišča, kjer je zavrnilo odškodninsko tožbo podjetja CMC. Mislim, da je ta obrazložitev zelo dobro tudi pojasnila, kako so potekali postopki, kako so te pritiski dobavitelja šli v katero smer in kako je verjetno že iz časov, ko so se projektirale, računal na to, da bo posel dobil in potem tudi začel z svojimi zelo agresivnimi postopki v času izvedbe, na kar je pol tudi Višje sodišče v Ljubljani glede samega prekrškovnega postopka zoper mene kot odgovorno osebo na drugi stopnji vsebinsko popolnoma enako odločilo, da ni bilo nobenih napak pri postopkih javnega naročanja. Dobili smo pa pretekli teden, mislim, da ali pa že dober teden nazaj, sodbo Višjega sodišča v zadevi Ric. Veste, da na prvi stopnji se je sodba končala z delno ugodenim našim zahtevkom po razveljavitvi, torej nismo uspeli z razveljavitvijo pogodbe v celoti, smo pa tudi podrejeno tožili za določene vsebinske točke. Delno smo bili v dveh teh točkah uspešni na prvi stopnji, delno v eni točki delno uspešni in v dveh neuspešni. Sodba Višjega sodišča je bolj ali manj sledila sodbi prvostopenjskega sodišča, torej dodatno je samo v enem manjšem delu glede DDV-ja še korekcija, tako da ta trenutek mi še proučujemo, v katerem delu bomo šli v revizijo te sodbe. Bo prišlo zdaj na podlagi tega, ker je izvršljiva sodba Višjega sodišča, tudi do obračuna medsebojnih obveznosti. Mi ta trenutek ocenjujemo, da bo ta obračun zelo nekje pokrit z medsebojnimi obveznostmi. Veste, da v vmesnem času je bilo kar nekaj izvršb, ki jih je dal najemodajalec, in kar nekaj zavračanja računov z naše strani.
Tega medsebojnega poračuna bo po naši oceni tam med 400 in 500 tisoč evri, ampak kot rečeno bo zelo blizu nekje nule, ta trenutek medsebojne obveznosti. Kar seveda je najbolj žalostno pri tej zgodbi, da kljub temu, da so določene vsebine, ki jih lahko vidimo že iz letala, pa škoda javnih financ in se pravi mestne občine, seveda sodba govori, da je bila pogodba sklenjena za jasno voljo obeh strani, da se tako taka sklene, notarsko overi in seveda 20 let tudi izvaja. Mi bomo probali na podlagi te sodbe zdaj res videti, kaj se da še z revizijo narediti. Določeni deli obrazložitve sodbe pa nas napotujejo tudi na dodatne razčiščevanja. Gre predvsem na področju stroškov, kjer smo mi že dali tudi kazensko ovadbo in sodbo, namreč najemodajalec nam je dvojno zaračunaval stroške drugih objektov tudi, vendar ta sodba tega ni mogla pokriti in so v tem delu nas napotili na druge postopke, tako da nam bojo te stvari še tekle naprej. Kot rečeno, pa še zmeraj nismo čisto puške v koruzo vrgli glede nekaterih glavnih zgodb, kot so recimo teh pavšalnih stroškov tudi za parkirišča, kjer ni sodba čisto jasna, ali se dopusti pavšalno obračunavanje ali konkretno obračunavanje stroškov, kjer mi vidimo, da je treba zelo natančno se stvari lotiti. Zdaj, investicije, ki so v teku, tudi večnamenska pot ob Levičnikovi. Od našega zadnjega druženja lahko povem predvsem to, da se podjetje Revoz potem dokončno ni odločilo, da bi šli v sofinanciranje oziroma da bi prišlo do izvedbe cevi za tehnološko vodo, torej da bi dobili tudi dodaten vir v tehnološki proces vode, ki bi bila že prečiščena na čistilni napravi. En od glavnih razlogov je tudi kemična ustreznost te vode, ki naj ne bi bila ustrezna za njihov tehnološki proces. Potem imamo pa dva dogovora na vsaki strani te večnamenske poti z DRSI-jem, torej Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Na Ločenskem mostu trenutno pričakujemo potrditev izvedbe, da se kolesarja vključuje na površino sedanjega pločnika, torej zaradi širine je to dovoljeno, kot kaže, bo to neka trenutna situacija do morebitnih kakšnih bodočih sanacij Ločenskega mostu. Kot veste, smo šli tukaj v preverbo, ali je možno kakšno krožišče izvesti na ločenski strani, ker tam je levi zavijalni pas, ki širino mostu v veliki meri zavzema, in če bi mi lahko se tega levega zavijalnega pasu znebili, bi s tem lahko prišli do situacije, da tudi kolesarje spravimo na vozišče. Kar je pa mogoče še bolj vsebinsko pomembno, je pa, da smo se tudi dogovorili, da v Žabji vasi gremo v izvedbo neke predfaze ureditve krožišča na način, da se ta nasip ob cestišču, kjer pride večnamenska pot, predčasno izvede in da se tam tudi površina večnamenske poti, potem bodoče večnamenske poti iz tega projekta izvede, tako da kolesarje pripeljemo do križišča po ločeni večnamenski poti. Torej, veste, da so bile neka ugibanja, ali bomo šli s kolesarjem potem od zadaj nekje izven križišča in potem pri Belokranjski cesti oziroma Kandijski cesti pri objektu pri Belokranjcu potem prišli nazaj. Tukaj je bilo kar nekaj komentarjev, čeprav niso imeli nobene osnove in dokončnosti, ampak pač ne vem, kdo je to bil interes, da je to tako zapeljal. Glede brvi v Irčji vasi je bilo nekaj dogajanja v preteklih 2 tednih. Torej, kot veste, smo mi v tem zaključni fazi postopka na upravni enoti.
pridobili tudi že predčasno odredbo, s katero so nam dovolili dodatne geološke raziskave. Enkrat smo jih že izvajali, ampak zdaj, ko imamo konkretnega, to je bilo takrat pred arhitekturnim natečajem, zdaj pa, ko imamo konkretnega projektanta, se je izkazalo, da rabimo še nekaj bolj podrobnih raziskav ravno iz namena, da zaradi same tehnične izvedbe te brvi, ki bo prednapeta, da res dobimo kvalitetne podatke, in zato so bile te dodatne raziskave izvedene. Mi pa računamo tudi, da bo v kratkem, zdaj kaj je to v kratkem, mesec, dva, lahko zaključen sam postopek razlastitveni, ki potem izvedbe več ne zadrži. Zdaj, če se samo stavkom dvema ustavim pri tem, kar je sam lastnik povedal, naj povem, da seveda je ta del informacije bil zelo parcialen, delen, torej ključna zadeva je vedno bila cena. To, da se pot premika lahko par metrov levo ali desno in ali bo 2 metra skupne površine na začetku, zato da bo nekdo lahko tam prispel do svoje površine, ni nikoli bil noben resen problem. V primeru nedogovora smo mi seveda sledili zemljiško najbolj optimalni situaciji, tam, kjer je že zgodovinsko javna pot na tem območju. Večji del te poti do brvi bo potekal pa tam, kjer je pač danes že neka neformalna pot uhojena, kjer pa ni dostopa do nobene kmetijske površine, razen do zelo slabega gozda, če ste se sprehodili tam in tudi videli. Tako da verjamem, da je najbolj bistveno, da se to zemljiškoknjižno dokončno uredi, zato da to več ne ovira projekta. Morebitni potem manjši popravki v smeri uporabe zemljišč pa so vedno seveda tudi možni, ampak v tem smislu, da se pogovarjamo o normalnih finančnih okvirih, ne pa, bom rekel, 1 proti več desetkratnim zahtevkom in pričakovanjem. Projekt velodroma, trenutno je načrtovano, da se vsa dela zaključijo do 20. marca. Ta trenutek imamo že pridobljen certifikat Mednarodne atletske zveze, v postopku pa je tudi še izdelava merilnega poročila, ki bo osnova za certificiranje in dokončno potrditev strani Mednarodne kolesarske zveze, da bo tudi steza homologirana oziroma ta sanacija homologirana glede na oziroma potrjena do prvotna homologacija. Kot veste, v vmesnem času že uspešna izvedba državnih tekmovanj v mladinskih, članskih in veteranskih konkurenci. Imamo zelo pozitivne odzive vseh udeležencev, tudi sami rezultati so potrdili, da je dvorana primerna za vrhunske dosežke. Nekaj naših atletov je tudi dokončno izpolnilo norme in so se na podlagi teh norm lahko udeležili Evropskega dvoranskega prvenstva, ki je v vmesnem času tudi potekalo na Škotskem. Cesta Drska, dela so tudi že počasi nagibajo proti koncu. Veste, da smo seveda terminski plan premaknili, tako da je trenutno napovedano asfaltiranje ulice v prvem tednu aprila, zaključek vseh del pa do 15. aprila. S tem seveda dobimo neko pomembno površino, kjer gre zelo veliko tako dijakov vsakodnevno s strani avtobusne postaje kot seveda drugih občanov, ki ta del uporabljajo kot svojo pot iz največjega novomeškega naselja proti staremu mestnemu jedru. Smo tudi, kar smo že najavili, v vmesnem času je zaključen projektna dokumentacija, torej pridobitev gradbenega dovoljenja za avtobusno postajališče in obračališče v Gaberju, tako da v tednu ali dveh bomo vložili oziroma razpisali javno naročilo, da bomo potem probali čim bliže in čim prej tudi zagotoviti šolarjem, da imajo ustrezno postajališče za šolski avtobus.
No in zdaj, kar je pomembno, je pa širše, da se tudi kar na nekih frontah za državnimi cestarji pogovarjamo in nadaljujemo pripravo projektov. Mi računamo, da grejo zdaj po potrditvi državnega rebalansa v državnem zboru, ki veste, da je bil prejšnji teden dokončno potrjen, tam so bili spremenjeni načrti razvojnih programov z vrednostmi, ki omogočajo, da bomo lahko že v letošnjem letu začeli rekonstrukcijo Mirno-Peške ceste, torej ta odsek od križišča z Straško cesto naprej do Hudega, potem avtobusno postajališče na državni cesti v Berčni vasi, potem je tukaj že podpisana sofinancerska pogodba za rekonstrukcijo krožišča pri Tabletki in tudi rekonstrukcijo tega dela državne ceste. Potem imamo tretjo fazo rekonstrukcije ceste skozi Šmihel. Gre za del, ki še ni bil do zdaj zastavljen čisto dokončno terminsko od cerkve nazaj proti pokopališču. Kot veste, je pa del druga faza tik pred razpisom oziroma v zaključni fazi priprave. Že ne 2 tedna res te urgence dajemo, da čim prej tudi objavi, kot je bilo obljubljeno država. Gre torej druga faza odsek od trgovine Vita do Regrških Košenic in se pravi tretja faza, kot zdaj rečeno, tudi gre naprej z razpisom lahko v kratkem. Kar pa še se trudimo, da bi v letošnjo leto čim prej pripravili, imamo iz 2 strani pripravljen projekt, torej veste, da eno od škrbin v kolesarski infrastrukturi je tudi med Jerčo vasjo in avtobusno postajo. Tukaj imamo projekt pripravljen, hkrati pa država tudi ta odsek državne ceste, ki je zelo uničen, posebej v tem delu pri avtobusni postaji, ima v planu rekonstrukcijo in tukaj bomo uskladili skupen projekt, upam, da res že v letošnjem letu razpisan in čim prej začeti izvedbo. Tukaj sem se že dotaknil tudi Mirno-Peške ceste, torej to sodi v sklop urejanja romskega naselja Žabeh-Brezje. V tem trenutku tudi poteka načrtovanje vse potrebne infrastrukture, kjer imamo 85% sofinanciranje zagotovljeno strani države in računamo, da bomo v drugi polovici tega leta lahko peljali vse potrebne postopke za začetek izvedbe in potem v naslednjem letu, torej do jeseni, tudi izvedba gradbenih del. Kot rečeno, poseben projekt pa strani države rekonstrukcija te ceste ob samem romskem naselju. Zdaj, če se dotaknem še seje, ki bo v četrtek občinskega sveta, torej kot je bilo že najavljeno in kot so v večini občin po Sloveniji že v zadnjih mesecih začeli, nekateri že sprejeli drugi v fazi postopkov, dvig cen programov v vrtcih. Pri nas bo predlagano dvig dosedanje cene v prvem in drugem starostnem obdobju za 6,7%. Mi smo, oziroma zdaj lahko še to povem, da tudi en od obšolskih vrtcev bo, torej v vrtcu Brusnice enak dvig, v vrtcu Stopiče pa za malenkost nižji, torej 6,50. Dvig je posledica dviga plač v javnem sektorju. Mi smo probali oceniti realen dvig plač, tako da smo naredili res pregled konkretno izplačanih plač po delovnih mestih v obeh največjih vrtcih. Pogledali smo tudi, kateri bodo drugi ukrepi v tem letu. Hkrati imamo tudi primerjave z drugimi občinami. Večina, 2/3 občin ima dvig višji od nas, kakšna se najde tudi z nižjim. Zdaj recimo Murska Sobota kot mestna občina recimo je dvignila za 8,09%, Velenje za okroglih 10%, potem v naši regiji Trebnje za 8,55%, za prvo starostno obdobje in za drugo 9,29%.
potem je pa recimo Metlika prvo obdobje 8,68 in drugo starostno obdobje 7,92. V Slovenj Gradcu recimo je bilo pa prvo starostno obdobje 6,97 in drugo starostno obdobje 4,81. Torej, tle v tem primeru gre za nekoliko nižji dvig in pa v Kranju so bili tudi za kakšen odstotek nižji od nas. To so zdaj te primerjave, kar seveda nas tudi zanima, ko smo pogledali, kako so naše številke. 2 leti nazaj je država zahtevala, da mi v proračunu tudi posebej izpostavimo, kater del na področju vrtcev izplačujemo, kar ni zakonsko predpisano. Tako imamo posebej izpostavljen 6 postavk v proračunu in zdaj tudi v rebalansu. Ta znesek bo v letu 2019 405 tisoč, torej to so znesek, ki ga mi kot občina dodatno plačujemo namesto staršev za popust, ki ga imamo za starše otrok iz Mestne občine Novo mesto, in pa, če se spomnite ukrepa, ko staršem, ki imajo kredit za reševanje stanovanjskega vprašanja, znižamo plačilo za en starostni razred. Torej, teh dodatnih bonitet v novomeški občini 405 tisoč in dejansko je to tisti pritisk države, kjer nam vedno znova, ko tožimo, da imamo premalo povprečnine, očitajo, saj date veliko denarja že zdaj, kar vam ne bi bilo treba. Mi bomo, seveda smo zaenkrat te bonitete ohranjamo, ker mislimo, da je to pravilno, da gremo nasproti staršev, seveda pa ne moremo v celoti kriti vseh teh obveznosti, ki jih prinaša dogovor za dvig plač v javnem sektorju, in zato seveda ta ukrep je zdaj nujen. Nažalost ga morajo pa sprejemati, kot sem že decembra povedal, na ustanovni seji, ga morajo plačati tako občine kot starši. Država je seveda za svoje plače zagotovila dodaten denar v rebalansu proračuna. Tudi mi imamo na tej seji rebalans občinskega proračuna in pa zaključni račun. Glavna točka vsebinska, ki povezuje oba dokumenta, je, da smo mi konec lanskega leta glede na prakso iz preteklih let kar nekaj obveznosti prenesli v naslednje leto zaradi zamika sofinanciranja. Kot rečeno, so se postopki na področju hidravličnih izboljšav takrat vlekli, tudi če danes seveda nismo čisto dobili počrpana vsa sredstva za vrtec v Bršljinu in za glavni trg, vendar, kot rečeno, v vseh postopkih smo dokazali svoj prav. Država tukaj dejansko ima težavo s tem, da ne črpa evropskega denarja oziroma zagotavlja izplačil dovolj hitro. V našem primeru je to res groteskno, da so projekti, ki so praktično narejeni, zaključeni, se še zmeraj vrtijo razne vloge, popravke vlog, dodatna pojasnila in tako naprej. Nekako je ta logika države, da oni, kot da je glavna teža izvedbe projektov pri njih seveda napačna, projekti se morajo na koncu izvesti na terenu, in tam tudi se dogaja razvoj, ne pa v pisarnah po ministrstvih, kjer se te vloge kopičijo. Mi imamo na določenih projektih tudi 15 verzij vlog, kjer najprej posredniški organ doda eno pripombo, potem gre to obravnavo na organ upravljanja, torej MOP, recimo pa SVRK, in potem kontra enemu organu, drug organ odloči in potem spet popravljamo vlogo, tam, kjer je že bila, in potem gremo naprej. Zdaj, ključne številke so take, da je realizacija proračuna v lanskem letu bila dobrih 39 milijonov, pri tem imamo 337 tisoč evrov presežka, torej več prihodkov kot odhodkov, vendar, kar sem prej omenil, je, da prenašamo 4,4 milijona zapadlih obveznosti v letošnje leto in da je bilo takrat približno 6 milijonov tistih že po naši oceni zapadlih, nepočrpanih sofinancerskih sredstev strani države. Torej, ta zamik se nam je zgodil, zato bi proračun bil verjetno realno realiziran nekje okrog 44 milijonov, je zdaj slabih 40 milijonov
in zaradi tega tudi predlagamo rebalans, ki dviguje proračun na 49 milijonov odhodkov in seveda, prihodkov, ne, 49 milijonov prihodkov in 51 milijonov odhodkov, ne. Dejstvo je, da smo imeli zadnjega decembra okoli 2,1 milijona manj zadolženosti kot leta 2014 in kljub temu seveda zaradi zaprtja proračuna in da to razvojno naravnanost lahko držimo, smo tudi zdaj planiramo 7 milijonov zadolžitve, kot običajno v zadnjih letih, ta se na koncu ne realizira v tej višini, moramo imeti pa seveda zaradi samih postopkov stvari zaprte. Na tej seji bomo tudi obravnavali in potrjevali predlog za priznanje nagrade, ki se potem ob občinskem prazniku podeljujejo. Letos ugotavljamo, da je bilo teh predlogov, teh vlog nekaj manj, verjetno je to tudi sovpadlo z volilnim in potem povolilnem času. Dejstvo je, da ni bilo nobene vloge za častnega občana. Dobili smo 6 drugih vlog in imamo potem nekako v skladu z našimi akti tudi v kvotah, ki so predvidene, predlagane 3 nagrajence za nagrado Mestne občine Novo mesto, to so gospa Nežka Ivanetič, gospa Danica Rangust in gospa Marija Jerele. Potem za Trdinovo nagrado gospod Samo Kralj in za priznanje grb Mestne občine Novo mesto gospa Frančiška Volk. S tem tudi zaključujem ta pregled dogajanja in vsebin, ki so potekale od zadnje seje. Hvala.